kakšen bo človek prihodnosti. Zdaj, ko gledam tebe, je prav ta človek prihodnosti pred mano. V ušesih imaš slušalke, pred sabo seveda zaslon in kar nas čaka v prihodnosti je, da bomo verjetno še bolj povezani z napravami. Že zdaj smo večino budnega časa priklopljeni pred zasloni, odrasli, a zdaj si se odklopil zaradi tega. Ja, zdaj sem se začel slabo počutiti, ker se je abstrašil. Daj še tablico stran, ne, če se želiš res odklopiti. Če si upaš, seveda. Popoln odklop. Kje so vprašanja? Brez vprašanj torej. Ponavadi nimamo nobenih naprej določenih vprašanj. Ja, vidva še prav sama razmišljata. Vidva probama. Še prav sama razmišljata. Trudite se. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Lepo pozdravljeni, cenjeni ljubitelji hrupa in niča v zadnji epizodi te sezone podcasta Mnogo hrupa za nič, v katerem se z Aljošo na en tak filozofsko odprtodušen način pogovarjamo o večno vsakdanjih temah, ki zadevajo nas misleče človečnjake. Zato, ker več glav več ve, oziroma ker več glav laže ve, česa vsega ne vedo, smo tokrat prvič povabila gosta, namreč antropologa, doktorja Dana Podjeda, s katerim se bomo trudila tikati, da bo bolj sproščeno vzdušje. Verjetno ga že vsi poznate, saj slišali ste za njega, mogoče prebrali katero od njegovih številnih knjig, v katerih razgrinja svoja znanstvena raziskovanja z področja neke antropologije vsakdanjega življenja. In njegova zadnja knjiga, Podrobnogled, torej, ki je tule na mizi, Krizolacija, ki je išla v tandemu z znanstveno fantastično povestjo, ki je zraven tule. Podrobnogled jemlje sodobnega človeka, ki je krizoliran. Torej, v nekem tem času nenehnih kriz, nenehnih pojavljanj novih kriz, se sodobni človek znajdeva vedno bolj izoliran, vedno bolj se zateka v neko osamelost. In se pri tem zelo hitro spreminja, temeljito spreminja, do te mere, da, kot zapiše Dan v knjigi, počasi od njega ne bo več ostalo nič istega, tako kot pri Tezejevi ladji. Tako da bova začela z tem nekim krovnim vprašanjem. Najprej seveda lepo pozdravljen, Dan. Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo. Neko izhodiščno vprašanje, tako kot smo si ga zamislili, z Aljošo je, kakšen bo človek prihodnosti? Kar smo zdaj za začetek ugotovili, vidva sta človeka prihodnosti. Verjetno vaju tudi zaradi vajne starosti čaka še več prihodnosti kot mene, razen seveda, če se bomo vsi trije naložili na neko digitalno platformo, kar ne bi se zgodilo, kot napoveduje Ray Kurzweil, vodja inženirskega razvoja v Googlu, točno leta 2045, to je tisto leto singularnosti, ko bomo vsi se povzpeli nekam v digitalne oblake. Mogoče je tak človek prihodnosti, torej da ne bo obstajal več kot fizično bitje, temveč bo obstajal zgolj kot digitalne misli, spomini na neki platformi, ki bo plula, ne vem, mogoče kje po vesolju. In če dočakamo leto 2045, pa to spet ni neka futuristična prihodnost, to je čez 21 let, bomo mogoče vsi trije lebdeli nekje tam v oblaku. Ali pa bodo samo nekateri postali ti bogovi in večina ljudi pa bo to, čemur pravim v tej knjigi Beli krizolacija, homo insulatus, izolirani ljudje, taki, ki so ne samo večino časa, ampak ves čas pred zasloni, od jutra do večera, ali pa direktno priključeni z nekim umestnikom, kakršen je Neuralink. Mogoče malce podobni kot Neo v Matrici. In zdaj smo res, mislim, da na nekem pomembnem prehodu, ko se odločamo tudi sami o tem, kako globoko gremo noter, kako globoko v naše misli, naše spomine bomo spustili naprave. Ker jaz mislim, se res odločamo. Ja, veš, kako jaz razmišljam. Še imamo to moč, da se sploh odločimo. Jaz včasih, rad bi, da se ljudje počutijo kot Ludvik 14., sončni kralj, da lahko vsak od nas reče, država, to sem jaz. Tega se premalokrat zavedamo, da imamo, ja, vsak od nas ima moč. Moč iti na volitve, moč se oglasiti,
moč ustati v pravem trenutku, moč, da se ne dotakneš zjutraj najprej telefona, Ne, te moči nimamo več to. Vse to. če pa že za vidva? znanstveno fantastične filme. Sta se telefona dotakne najprej. Smo se dotaknili. Cest tudi, ne. Ja. Ampak, Če mogoče kaj Imam- pomembnega. ampak sem si namestil ob posteljo budilko, prav zato, da ni prva stvar, ki se je zjutraj dotaknem, telefon. In odklop je ta hip mogoče najpomembnejša beseda, najpomembnejši izziv sodobnega časa. Ja, ampak je Radi v tem marketinškem jeziku temu rečejo izziv, jaz mislim, da je problem dejansko. In kako se odklopiti, kako ostati samo človek, kako razmišljati, kako iti v gost ali pa na stranišče brez telefona. Je to sploh še možno? Ali dobimo avtomatsko zapeko, če ne najdemo telefona? To so ključna bivanska vprašanja ta hip. Tako da v bistvu nimamo več popolne moči, da bi se odločili, kaj bi naredili, da bi se odklopili ali pa da bi se izpeli za tega, kak zgodovina recimo nas zdaj počasi usmerja proti temu, da smo zmeraj bolj prepleteni z nekimi tehnološkimi recimo preboji, ki bodo potem vplivali na našo naravo. Ali se res tako odločimo, da se tega odrečemo, da rečemo ne, zdaj pa je dovolj, zdaj pa ne bomo šli v to smer. Ali pa je toliko nekega interesa strani korporacij, strani posameznikov, da preprosto kot posameznik več nimaš te odločitve. In nimaš vrednosti, ne? Če si samo fizično telo. Sej glavna vrednost tvoja in moja postajajo naša digitalna telesa. To je tisto, kar zanima tehnofeudalce, kot jim pravi Varoufakis, jaz jim pravim digitalni feudalci, ki nas gledajo vse bolj kot podatnike, torej združene podatke in podanike. In tudi na neki debati sem bil včeraj pravzaprav, kjer smo se pogovarjali o tem, kako preprečiti zaposlenim, da ves čas v hotelih, recimo na recepciji, recepcionisti gledajo v telefone, ker jim je dolg čas, kaj pa bodo delali tam, ne? In potem smo prišli do ugotovitve, da oni pravzaprav opravljajo 2 službi hkrati, pač tisto uradno v hotelu in pa še delajo na črno za svojega drugega delodajalca, za Marka Zuckerberga, za Jeffa Bezosa, za Elona Muska, komorkoli že oddajajo svoje podatke in ustvarjajo neke vsebine ali pa pregledujejo neke vsebine. Ampak ni ravno to ta izziv, ne? Glede na to, kako je to prepredano in kako delamo, kako ta tehnologija prepreda na vso naše življenje, v službah in vse posod, ne? Pa da so ti feudalisti verjetno precej dobro vse skupaj premislili. Jaz pa mislim, da niso kaj dobro premislili. Mislim, premislili so, kako nas obdržati na omrežji. Ampak ne kam gremo. Jaz mislim, da niso premislili, kam gremo. In kot tudi pišem v knjigi, včasih se mi zdi tako, kot da smo na tistem avtobusu iz filma Ko to tam opeva, ko smo ravno v kinu, mogoče v redu primer, kjer je voznik Miško, vozi avtobus z zavezanimi očmi, pač to je ta šofer, ki nas vozi v to bojda svetlejšo prihodnost. Mi smo potniki na tem avtobusu, kam gremo, nimamo pojma, lahko gremo proti prepadu, lahko gremo na avtocesto ali pa direkt v nek drug avtobus. Tako da ne vem, če res vedo, kam grejo, kam gremo. To se strinjam, da dejansko neke tovrstne vizije širše nimajo. Čeprav po drugi strani pa se pretvarjajo, kot da jo imajo. Ne? Ker recimo Musk je začel kot zgolj v nekem tehnološkem svetu, zdaj pa je že on kar naenkrat se znašel med ministrstvi Trumpove nove oblasti, ne? Kjer bo skrbel za učinkovitost v javni upravi, mislim, da. Ne? Tako da ima neke pretenzije potem, da pa vendarle razumejo. Ne? Se na nek način je tudi tako kot Platon v Državi tam razlaga, da so na ladjo, na krmarje na ladji so postali ljudje, ki v bistvu ne vejo, kaj dosti o krmarstvu. Ne? Torej, on je zelo dober, mogoče tehnolog, ampak zdaj pa je prišel na položaj, kjer pa lahko sprejema odločitve, ki so pa dosti širše. Ne, ampak kaj pa zdaj mi, navadni misleči človečnjaki, ki zjutraj ne moremo se niti upreti temu, da ne bi posegli po telefonu, kako se ne upremo oziroma soočimo vsaj za začetek s tem tehnofeudalizmom? Ne? Ja, ta primerjava se mi zdi zelo zanimiva. Torej, omrežja so dejansko ustvarili ljudje, ki imajo težave s socialnostjo. In to tudi javno priznajo, tako Elon Musk kot Mark Zuckerberg, oba sta precej asocialna v svojem načinu
vedenja, komuniciranja, težave imata vzpostavljati stike. In hkrati pa sta tista, ki sta ustvarila omrežja ali pa jih kupla, ne, kot kasneje Mark Zuckerberg, Instagram recimo, na katerih živijo milijarde ljudi. Torej, asocialni ljudje ustvarjajo socialna omrežja. In zdaj so postali ti ljudje, ki so prej pletli omrežja, tisti glavni pajki v mreži, ki usmerjajo tudi svetovno politiko. Zdaj se je kar naenkrat pokazalo, se mi zdi prav za tem dvojcem Elon Musk in Donald Trump, da je to v bistvu čudoviti par. Na nek način čudoviti, mogoče ne za svet, ampak za njiju dva. Drug drugega lahko podpirata in eden je tisti, ki si omrežja lasti, drugi je tisti, ki ima na milijone sledilcev na teh omrežjih in tako en drugega v bistvu gojita. In kam to pelje? Si ne znam predstavljati, razen tega, da se še bolj uresničuje to biblijsko načelo, Matejevo načelo, torej, da bodo bogati še bogatejši, tisti pa, ki imajo malo, se jim bo še tisto vzelo. Ampak zanimivo je, da na neki način je Trump, ravno to je bila del njegove kampanje, da se on upira proti temu globalizmu, ne, proti temu nekemu svetovnemu redu in on bo zdaj spet postavil Ameriko na teh tradicijah, ki so bile od nekdaj. Ne. Zdaj pa se je pravzaprav pobratil z nekimi temi tehnologi, ki jo pravzaprav točno tistemu redu svetovnemu stremijo, naj bi se jim ti tradicionalisti, ki se tem tradicionalistom tako upira. Ne. In na nek način, ker sem recimo se pogovarjal z par ljudmi, ne, ko so mogoče naklonjeni Trumpu, in potem govorijo, ne, da on bo zdaj prekinil s tem elito, to je ta elita hollywoodska, pa karkoli še že za elite v Ameriki. Ampak spregledaj pa potem ta element, ne, pa recimo, da je ta podpredsednik Vance, je en bližnji zaveznik oziroma podpira ga Peter Thiel, ki je spet en veliki tehnološki fevdalec. Ne. In čigar delnice podjetja so šle takoj po Trumpovi izvolitvi gor, mislim, da v enem dnevu za 20%. Namreč delnice podjetja Palantir, ki je v bistvu nadzorno podjetje, to je Palantir, je tudi tisto oko oziroma vse vidna krogla, skozi katero lahko pogledaš v življenja drugih ljudi. Tako da ja, tu živimo res v nenavadnem trku dvojega. Prihodnosti in preteklosti, tradicije in inovacije. Zakaj govorim o tem? Zato, ker osnovni model 20. stoletja ali pa nek simbol je atom. Torej atomos, nedeljiv. Nekaj nedeljivega, kot recimo država, narod, karkoli že. Takrat smo tudi v 20. stoletju živeli z zemljevidi, na katerih so bile jasne meje, potem so se začele konec 20. stoletja krhati, pa že parkrat vmes. Ampak recimo, da je temeljna ideja 20. stoletja bila ta nedeljivost, atomiziranost. Temeljna ideja 21. stoletja pa je omrežje. Omrežje je glavni simbol 21. stoletja. In kaj želi Trump? Ne? Trump vsaj v besedah želi let's make America great again. Postavimo zopet meje, postavimo zid, vzpostavimo zopet to Ameriko, ki je nedeljiva, v katero ne moreš prodreti. In hkrati podpira tiste, ki prepredajo svet z omrežji. Zato pravim, da gre tu za trg idej. In jaz mislim, da je ta zagledanost nazaj, let's make America great again, tako kot je bila v 50. letih prejšnjega stoletja, takrat, ko so preizkušali atomske bombe, recimo, ne, da gre za neko PR-ovsko, marketinško idejo. Zdaj tudi Trump sam ve, da je to neumno in neuresničljivo. In on seveda pogleduje bolj k prihodnosti, ampak ljudi pa najlažje zvabiš za sabo s to idejo. Nekoč je bilo bolje, kot je danes, zato gremo raje nazaj, vrnimo se k tradicionalnim vrednotam, bodimo takšni kot nekoč, zakaj bi šli naprej. Ampak jaz mislim, da ta elita, med katero spada tudi on je milijarder iz Brooklyna, ki je obogatel z nepremičninami. Mislim, on se zelo dobro zaveda,
vrednosti digitalnih person, zaveda se moči omrežij, se on je postal, kar je zaradi omrežja, ki se mu je nekoč reklo Twitter, ki ga je potem ugasnilo, 7. januarja 2021, en dan po tem množičnem napadu na Kapitol, ga je Twitter izključil. In Instagram ravno tako, in Facebook ravno tako. Njegov digitalni dvojnik je bil zamrznjen. Potem ga je pa Elon Musk obudil od živih z referendumom, in v katerem je vprašal ljudstvo na Twitterju, na omrežju, ki ga je sam kupil, je rekel, a želite, da bi Trumpa spet obudili od mrtvih, ne ravno s temi besedami, ampak nekaj podobnega. In na referendumu je zmagal odgovor, da, obudimo ga, mislim, da z 52 proti 48 odstotkov. Da se sklicuje na ljudstvo, ne? Kak ti neke figure, ki imajo v resnici neke avtoritarne tendence, se vedno sklicujejo na ljudstvo. Ja, ampak on je ljudstvo. On si predstavlja, da je ljudstvo. Čeprav je seveda primus inter pares, in še celo več, on misli, da je Bog. Ko je napisal, kak je rezultat referenduma, meni se zdi to zelo pomemben podatek, je napisal zraven, obujamo Trumpa od živih. Vox populi, vox dei. Ampak kdo je tu Deus? Ja, halo, kdo? On seveda, ne? In tudi podobno Trump, ne? Super je to opisano v neki knjigi z naslovom The Cult of Trump, priporočam v branje, kjer piše avtor, ki je izstopil iz nekega japonskega kulta, da v bistvu maga deluje, torej Trumpovo gibanje, deluje kot kult, da ima vse značilnosti kulta, vključno z tem verskim vodjem, ki je namenoma tak, kot je, oblečen tako, kot je, ima predolgo kravato, čepico na glavi, od 5 suknič. Zakaj? Je, da je videti del ljudstva. Govori kot ljudstvo. In kje je dobil te fraze? We will build the wall, we will drain the swamp. Od ljudstva. In dobili so jih, oziroma pomagali so mu jih pa dobiti kdo? Tu me malo sram priznati, ampak tako pač je. Antropologi, pa sociologi, psihologi, ki jih je podjetje Cambridge Analytica, prav tisto, ki je skušalo zhekati ameriški leta 2015 med volitvami v ZDA oziroma 2016, v pripravah na takratne volitve, poslalo na teren v Rust Belt, torej v rjasti pas v ZDA, v bare, da so tam prisluhnili ljudem, sedeli, pili kako pijačo, se pogovarjali. Jaz mislim, da ti antropologi in ostali raziskovalci niso vedeli, kaj tam točno počnejo. Zbirali so neke ključne fraze, ki jih ljudje uporabljajo. In te fraze so bile: izsušiti moramo močvirje, zgraditi moramo zid. In potem so našli šele Trumpa, da je šel na oder. Potem so našli Trumpa, torej niso imeli najprej Trumpa. Nek ameriški milijonar Mercer je bil v ozadju te zgodbe, je finančno podprl ta projekt, Steve Bannon je bil ta veliki v ozadju, in potem so dobili pravi lik. Donald Trump je bil videti pa res pravi lik. To je tak preprost človek, a ne, se tako govori, tako se obnaša, tako hodi, kot da je del ljudstva. Čeprav seveda ni. Če je milijarder. No in pazi, on je šel potem na oder, na enem tistih njegovih prvih zborovanj, in rekel te besede, magične besede: we will build the wall, we will drain the swamp. In kaj se je zgodilo? Ljudstvo je podivjalo od veselja. Končno en, ki govori kot mi. Obnaša se kot mi. In Trump je teflonski predsednik zato, ker mu ne moreš nič. Se je rekel, na 5. aveniji lahko kogarkoli ustrelim, pa mi ne morajo nič. Še bolj ne bom zgubil enega podpornika zaradi tega. Zakaj? Zato, ker je ljudi tukaj pripričal, da je vse, kar delajo proti njemu, dejansko zarota. On je obsojeni kriminalec. Ja, zločinec. Pomembna ta točka. In to je postal ta hip najpomembnejša politična oseba na svetu. In tu smo, v svetu, ki priznava res nenavadne vrednote. Narcisizem, makiavelizem, sociopatija so postale ključne vrednote, brez katerih
pravzaprav ne morete biti več politiki. A politika v preteklosti bila drugačna? Dobro vprašanje. Vsekakor v manjših skupnostih ja. Zato, ker če se je vladar v manjši skupnosti obnašal tako, da je, ne vem, se nafrfulil s perjem, bil nasilen do drugih in skrbel samo zase in za svojo zadnjo plat, ga je skupnost seveda izločila. V vse večjih skupnostih, ko živimo, in zdaj živimo res v ogromnih skupnostih, ne? Facebook ima recimo 3 milijarde tako imenovanih uporabnikov, 2-krat večji od Kitajske torej. In tu lahko izstopaš samo še tako, da si vse to, kar sem prej naštel. Da si res ekstremen vsem, ne? Biti normalen ne moreš več biti, ker pa se potopiš v poplavi drugih likov in njihovih izjav, objav. Zdi se mi pomembno, da tu poštevamo, kar tudi zdaj dosti analitikov, ko skušajo demokrati v Ameriki razumeti, kako je zdaj bilo to mogoče, ne? Da je zdaj Trump zmagal. Ravno ta moment, ne, da so antropologe v končni fazi rabili nekoga, da preuči, kaj je stanje človeštva, ne? Kje smo zdaj, kaj manjka, kaj so tiste vrzeli, ki jih je treba zapolniti na neki način. Ne? In zato se mi zdi vredno, ne, da v tej knjigi izpostavljaš, kakorkoli. Vsakič, ko rečeš, se veš, vsakič, ko me vikaš, moraš dati za pijačo. Smo le na Ptuju. Ja, tu na Ptuju ima to problem. Da izpostavljaš krizo, ne? Da smo v nekem kriznem momentu in zdaj imamo več nekih možnih načinov, kako se to s krizo soočiti. Ne? In recimo en način je nek pogovor, kot je ta, ali pa nekaj, kar počnejo mogoče akademiki, ali pa nekdo, ki preučuje, pa hoče res globinsko razumeti in neko široko sliko si ustvariti. Ne? Ampak to je seveda težja pot, pa zelo nepraktična na nek način. Nima tistih takojšnjih rezultatov. Politiki pa in ti tehnologi pa imajo takojšnje neke rešitve. Pokažejo, na tem razpotju smo, znanost ali pa kdorkoli je pokazal, tja moramo iti in potem ljudje sledijo. Ne? Torej, ta moment krize, ampak jaz mislim, da potem, tako kot se sprašuješ ti, najpomembnejše vprašanje ni toliko, kak je lahko Trump zmagal, pa kaj bo zdaj vse naredil, ampak kaj se je z nami zgodilo, da smo prišli v stanje, v katerem hočemo, da Trump zmaga. Točno to. Trump ni problem sam po sebi. Trump je simptom časa, v katerem živimo, ki se je že nekaj časa pripravljal. Tudi časa, konec koncev, ko res ne vemo več, katere so temeljne vrednote, ki si jih pač zgubljajo vse, spuhtele so. In tudi te temeljne vrednote, kakršne smo imeli v preteklosti, smo jih poznali, solidarnost, sočutje, strpnost in podobne, spuhtijo. Misliš, da izpuhtijo? Zakaj bi bil človek tak? Ker po drugi strani pa imamo eno neko tako prekipevanje teh sentimentov, recimo v oziru na Gazo. Ne? Ja. Se mi zdi spet nekaj, pa tudi recimo znotraj tega trumpovskega gibanja, pa teh raznih desničarskih gibanj, ti ljudje so med sabo zelo povezani, ne? In drug za drugega hočejo skrbeti, samo pač na nekem drugem družbenem redu. Ne? Nisem prepričan, če so res te vrednote, ker to je pogosto že od Nietzscheja naprej, ne? Mrtev Bog, konec je stari vrednot, zdaj so neke nove vrednote, oziroma jih sploh ni mogoče. Ne? Ampak v resnici se mi zdi, da so vrednote, ne? Samo ne znamo je več urediti, niso več del nekega enovitega vrednostnega sistema krščanstva, recimo, tako kot je bilo, ne? Ampak so fragmentirane na 100 različnih koncev. Ne? Ti si zdaj bil recimo v Iranu, ne vem, koliko lahko govoriš o svojih izkušnjah v Iranu, kjer je pa mogoče... Zakaj ne smeš govoriti, da bi lahko imel kakšne težave? Prijatelji z Irana bi lahko imeli težave, okay, ker so še zmeraj tam, pa imajo iranski ambasada ljudi, ki so zaposleni za to, da v slovenskih medijih sledijo, kaj se o Iranu govori in potem tam dobijo informacije. Ki res? Lahko. Ja, to sem zvedel, ker smo dala izjavo z kolegom iz Tehrana o tem, kaj tam počnemo in potem nam je nemudoma ambasador slovenski pisal in rekel, to pa ni dobra ideja, če še lahko zmenite, dajte to dol.
Zato, ker bi lahko povzročili probleme ljudem tam, domnevam. Tudi sebe, takrat, dokler smo še Dokler ste bila še tam. bila tam. Aha, dokler ste še bila tam. Ja. Ok, zdaj razmišljam, v katere države več ne smem. Ja, Mislim, tudi zaradi tega, kar pišem v knjigah. Kitajska, slaba ideja, da grem tja. Mislim, že To že je prejšnji res, video ja. nisem pisal o tem sistemu družbenega razvrščanja oziroma družbenih kreditov v teh knjigah. Ravno tako. Rusija, mogoče slaba ideja, da grem tja. ZDA, sem že zdaj o Trumpu tukaj slabega povedal. Pa sej, da ne boste mislila, tudi seveda Joe Biden in Kamala Harris so simptomi časa. Zakaj sta izgubila? Oziroma, zakaj sta? Ja, dobesedno sta izgubila, se sta delovala kot par. Eden za drugim prišla kot kandidata. Zato, ker sta res nista prepoznala prav tega, kakšne so temeljne vrednote in da so se očitno bistveno spremenile. Nista znala na pravi način predstaviti ljudem svoje ljudskosti. In včasih, mislim, ta Trumpova pojavnost se mi zdi zanimiva, zato ker tudi če je prostaški, tudi če je, ne vem, dela napake, tudi če govori, da domačini, da migranti jedo mačke in pse, kljub temu izpade pristen. In jaz mislim, da je to njegov ključen adut. Tudi to, ko je tweetu, je pač nehal tweetati, pa objavlja na svojem omrežju Truth Social, ampak ko je še tweetu, tudi če je naredil napako, on jo je pustil tako, kot je, ko v Fifi, je napisal nekoč in potem se je že na skodelicah kave pojavil napis, ko v Fifi. Karkoli že to pomeni, se noben ni več vedel, kaj to pomeni. In gre za pristnost, vidi se, da je pač človek necenzuriran in da tudi se zna iz svojih napak ponorčevati. Kar izjemno cenim. Tudi, mislim, vsekakor Trump ni neumen. Je v bistvu briljanten v tem, da govori, pa ne pove ničesar, pa prepriča ljudi. Prav ta avtor knjige The Cult of Trump opisuje dalje, da s ponavljanjem spravi ljudi v trans, ko govori recimo China, 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 Russia, 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 migrants, 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 ponavlja neke besede, v enem govoru večkrat in se ni pomembna več vsebina govora, pomembna je samo še forma in pa melodika. In tej njegovi melodiji pač ne moreš reči, da ni pristna. Je. On govori in to se vidi, brez načrta. In zato se mi zdi, da bi se lahko marsikdo od njega marsikaj naučil. Se marsikdo tudi se uči od njega, ker z njim pa nastaja tudi kup lokalnih voditeljev, populistov, ki znajo zelo dobro ta njegov način govora izkoristiti. Tako kot je bil recimo Boris Johnson v Združenem kraljestvu, Geert Wilders na Nizozemskem, Milei v Argentini. Nekateri se pa ne učijo. Ne samo, da se učijo besed, temveč se učijo tudi načina nastopanja, celo vizualno. Zdaj, če nimaš neke res odštekane frizure, sploh ne moreš v politiko. Vse, ki sem jih prej naštel, ima res odštekane frizure. Tako da pač meni, to sem večkrat tudi ženo potolažim doma, da ne grem v politiko, se ne morem, že zaradi svoje frizure. Mogoče pa to novi tip. Kaj mislite, da je pristnost neka vrednota? Leti me tudi zdaj. Zdaj se že dve pijače doble. Mi bomo pod mizo ležali do konca podcasta. A je pristnost neka vrednota, ki je recimo še zdaj posebej pomenljiva, recimo v politiki, a je to nekakšen simptom tega, da se počutimo, kot da je država neka ogromna mašinerija in zdaj, ker pride Trump, dobimo za neki neposredni spet stik z ljudmi, ki jo upravljajo. Zakaj sploh hočemo pristnost? Kaj v nas nagovarja ta pristnost? Veš kaj, jaz mislim, da smo šli čez to dobo instagramizacije sveta, da imajo ljudje vrh glave teh polepšanih podob, vse super, vse tip-top, vse zvezdnice so vedno popolne in zvezdniki, ima popoln obraz, popolno zadnico, popolne noge, zato ker so te podobe polepšane, ozaljšane z beautifierjem, ali pa z drugimi filtri. In ko gledaš ves čas to, pa to je že malo tako, mislim, pa se. Instagram, mislim, da je nastal leta 2010,
15 let že živimo v tej dobi instagramizacije, v dobi jaza, ko vsi pač fotografiramo sebe, objavljamo svoje podobe, gledamo, kako so drugi vedno krasni, najlepši, ne? Pač tisti, ki se zdaj pokazati kot pristni, že zaradi tega izstopajo. Mogoče je to njihova glavna konkurenčna prednost, ta hip, in da zna hkrati izkoristiti pač moč tega, čemur se zdaj reče spletni mediji, torej omrežji, in hkrati svojo pristnost, napake. Pač Trump je ljudem všeč, ker je tak, kot je, ne? Tudi zato, ker je obsojeni zločinec. Tudi zato, ker ima predolgo kravato. Tudi zato, ker si kravato nalepi na srajco s takim koščkom selotejpa, zato da mu ne binglja naokrog v vetru. Ne? To so take ljudske stvari. Pa ne pravim, da bi zdaj morali biti vsi taki ljudski, ampak nekaterim to uspeva s takim tipom nastopanja prepričati. In to je zdaj nekaj novega. Mislim, ja, nov trend je to, dobesedno. No? Se mi zdi, da je on res se znajde, no, v tem, kako biti trendsetter. Se tudi obvlada pa medije, seveda. Ne? On je bil konec koncev zvezdnik resničnostnega šova Vajenec 17 let, kot puščal ljudi z besedami "You're fired!" In zna pač obvladovati kamero, sceno, izbrati prave besede v pravem trenutku in jaz mislim, da zelo dobro prepoznati, kaj občinstvo želi. To je pa še ena od teh lastnosti kulta, voditelja kulta, da zna reagirati na to, kaj ljudje hočejo, ne? In jim dati še več tega, še več pristnosti mogoče. Ampak zakaj? Ker meni zdi, to se vseeno ni čisto nov fenomen, ne? Ker v končni fazi populiste smo že srečevali v začetku 20. stoletja, v Nemčiji, v Italiji. Ja, se to ni novo, ja. Konec konca potem imamo celo rimska zgodovina, cela grška zgodovina je polna teh nekih momentov, ko pridejo na oblast neki populisti, ki govorijo tisto, kar ljudje želijo slišati. Ne? Ampak kaj se potem takem pri ljudeh spremeni, da se odpre prostor za te populiste, ne? To je tisto vprašanje, ki se meni več odpira. Ne? Prej smo že omenili tradicionalne vrednote, ne? Da imajo ljudje občutek, da izumirajo tradicionalne neke vrednote, ki so dajale neko strukturo in usmeritev našemu življenju, ampak je to vse. Ne? Kaj še se je v človeku spremenilo, recimo v zadnjih nekem obdobju, od obdobja Obame, kjer smo vsi pozdravljali ta trenutek zmagoslavnega liberalizma, ki je izvolil na vrh Združenih držav črnca in nekega liberalnega retorično veščega govorca, ki pač idealen politik, pravzaprav in smo lahko necinično ga sprejeli, ampak potem pa več po koncu njegovega mandata pa smo že bili preveč cinični za kaj tega in smo potem rabili neko pristnost onstran tega. Kaj se je spremenilo? Kaj je tista kriza, ki je odprla, tlakovala pod populizmom? Jaz mislim, da je prav kriza sama tlakovala pot. Kriza kot taka, ki je glavni koncept sedanjega časa. In kriza je postala normalno stanje. Kriza ni več izredno stanje. Kriza, izraz sam je v preteklosti pomenil tisti trenutek pri pacientu in napredovanju njegove bolezni, ko mu bo šlo bodi si na bolje, bodi si na slabše. Trenutek je bil to tisti res pikica v celotnem poteku bolezni. Ne? Zdaj pa živimo v času trajne krize, ko je normalnost pikica v poteku krize. Vse normalnosti ni več, oziroma jo najdemo v redkih trenutkih. Tako se vsaj zdi. Če pogledam zdajle na telefon, prva stvar, ki jo naredimo mi 3 zjutraj, ne, recimo, pogledamo na telefon, kaj se zdaj smejeta? Ja, nič. Narodno nam je. Ja, vse v redu. Vsi smo noter. Ne naj tako zdaj na podcastu. Vsi smo Hoče voda nas malo Se tu sploh ne dela internet. Zato smo se tu zbrali, ker tu internet Zato smo v nekem bunkerju v bistvu. Ja, to je kino iz Sem tu katerega res ne leta dela je. internet. To je kino z leta A vama dela? 1897. Meni ne dela. Aha, super. Imaš tudi Pa bom- iPhone, iPhone so že narejeni, da tu ne dela. Meni sicer dela, A ampak tebi dela? meni sicer dela. No, daj pogled, prosim, ker meni ne dela RTV Slovenija, poznaš, portal MMC. Aha, recimo. sem že slišal.
Že slišal. A pa daj mi povej, kateri portal ti pogledaš zjutraj? Da veš, kaj se dogaja po svetu. Ja, jaz sem v bistvu ne pogledam zjutraj portala. Zakaj pa ne? Jaz pogledam sporočila prijateljev, ja. družine. Jaz sem rekel, da pogledaš Štajerski tednik. Se tudi tam je kriza, ne? Tudi če pogledaš na omrežje, kriza, ki pač poobjavljajo krize. Pa kdaj poglej na MMC, RTV Slovenija, pa mi preber prve 3 novice, prosim. Ja. Empirično. Ja. Dajmo raziskati zadevo. Nismo mi samo teoretiki. Papir reviewed bo. Čeprav res pa je, da se zdaj že po sporočilih to krizno stanje recimo širi, ne? Da bi zjutraj sporočilo, zadnjič sem dobil zjutraj sporočilo, Kaj z ambasade? Ne, kolegi z Tehrana, pač bombardirali so nas. Seveda, kaj pa niti napišejo, ne vem, dobro jutro, pijem kavico. Pač kriza. Ja, sej. Pa ne, da se norčujem zdaj iz njihovega stanja, grozno, ampak kaj ti ne napišejo drugega? Ja, mi smo zdaj že v se tudi meni recimo žena piše, če je humorja. kriza, najbolj pogosto, ne vem, otroci so pozabili doma, to in to in to. Še kar mu nalaga. Še kar nalaga. To smo malo omejili internet. Tu je omejeno, koliko gre skozi lahko. Bom povedal, katere krize ZDA bodo v Ukrajini postale prepovedane protipehotne mine, Gaza tarča silovitega izraelskega bombardiranja, tretjega pa mi ne naloži, ampak lahko sklepamo, da je nekaj podobnega. Kam se nadaljuje ta umetna inteligenca zgenerira tretjega. No in to je naša budilka. To je tisto, kar nas budi zjutraj. Kriza je naša budilka. Res pogosto se pogovarjam potem z novinarji, z mediji. Zakaj? Zakaj krize? To je dobro vprašanje. Ja. Zakaj nas kaptivira? Zakaj nas naša pozornost dobi kriza ravno? Ja, zato, ker to hočemo, je odgovor. To si Zakaj želimo. Pa to hočemo? To je za tista lakanovsko psihoanalitiko. Ja, zdaj sem prišel tu na neko psihoanalizo. Ok, samo da vem. Karte so na mizi zdaj. Zakaj to hočemo? Zaradi tega, ker so tako ker smo ljudje taki, ker prej opazimo, ne vem, če tam za grmom neki šušti, da pomislimo, da je to medved, ne pa da je to kokoš, recimo, ne? Ali pa da je to veter, ki ima grm. Kriza je nekaj, kar opazimo, tako kot če bi tamle gorelo v kotu, verjetno bi vsi gledali tja, ne pa zdaj mene, ki tule pripovedujem bolj ali manj brezveznosti, ne? Mislim, predstavljajte si tam požar, seveda oba pogledate tja. Ampak koliko je za to krizno stanje posledica medijev, ki vedo, da so tiste slabe novice tisto, kar našo pozornost dobijo in se borijo, konkurirajo za našo pozornost z negativnimi novicami, koliko pa je to neko stanje, ki pa dejansko odraža pač stanje sveta, kot je. Ja, jaz mislim... Pa koliko je, še tretje podvprašanje bi jaz dal, koliko pa je to stanje... Zdaj še moje kognitivne kapacitete Kaj pa nisi pustil, da imam iPad? Aha, ok. Tam bi se omejil. Še tretje podvprašanje. Tretje podvprašanje, koliko pa je ta fiksiranost na krize nekaj čist bazično človeškega, tako kot si prej že na nek način rekel, ne danes. Zdaj še pride četrto podvprašanje. Še četrto podvprašanje. Nekdo nas je prišel ta čas posnet. Ja. To je tudi, mislim, dokaz, da smo v panoptiku. Kaj smo že govorili? Aha, krize. Ja, lahko še. A še posnemam behind the scenes za najn. Tako je zdaj. Gled, ja, že pozira. Ja, snemamo podcast. To bo za klip. Ček, da ni. Bo? Dokumentirali. Mislim, drugače ful proti tehnologije. Ja, ful, to je tehnologija ful slaba. Ne, mislim, Vidva sta proti. Ja, jaz sem ljudit, jaz bi to vse uničil. Ja, jaz sem tudi ludist, ali kaj? Jaz pa nisem ludist, ne? Se to je eno vprašanje, a je to recimo ta ideja? Ja, zdaj smo že četrto podvprašanje. Čekaj, poglejmo na posnetek, kjer vse so bila. To je v bistvu neka oblika mučenja, se mi zdi, ta podcast, ki sem se ga udeležil. To je, je bilo to mišljeno. Tako so Sokrat tu je govoril. Ja, to je filozofski roštilj. Zdaj pa eno vprašanje. Ne morem še 4 podvprašanj, eno najprej. Požali. Jaz sem isto, Kaj si imel ti? Jaz sem isto vprašati, ali je to že načelno nekaj slabega, to povezano z tehnologijo, ki je pač vedno bolj prisotna v naši življenji. To je bolj naslednja tema. To potem naslednja. Mogoče to pozajamo to temo, zakaj smo fiksirani na krize, ne pol ta nek antropološki vidik, medijski vidik, pa dejanski real politični vidik. Je res kriza, ali mi imamo samo radi krize, ali imajo mediji radi krize? Vse to bi rekel. In tudi ne želim, da se slepimo, da krize ne obstajajo. To bi bilo res najbolj neumno. Da bi rekli, kar se dogaja v Gazi, se ne tiče nas, kar se dogaja
v ZDA, to ni naš problem, to je tam nekje na drugi strani luže, mi bomo tu naprej obdelovali svoje vrtičke, šli v zidanco, popili kak kozarček, zapeli kako pesem. Mislim, meni so vse te zadnje stvari v redu. Seveda počnimo to, ampak ne pozabimo, da na ljudi, ki niso tu, in tudi zavedati se moramo, res, jaz mislim, da bi se morali pogosteje zavedati, kako srečo imamo. Kako srečo imamo, da živimo tu, kjer živimo, da živimo v tem času, ki je v bistvu boljši, kot si mislimo. In da smo ljudje dejansko drug do drugega celo boljši, kot si predstavljamo. Večina ljudi je dobrih. Mislim, celo vidva se mi zdi ta v redu človeka. No? Mislim, samo midva mogoče. Počakajmo do konca. nista se še mogoče prvič se vidimo. Saj si rekel, da se oči v mučimo. oči. Se vidimo, Ampak k vama sem prišel v zaupanju Tvegamo. in Kar pa v za veri, Štajersko. da nameravate narediti nekaj dobrega. In jaz mislim, da je večina ljudi takih, velika večina. Tudi to, kar pravi zgodovina Rutger Bregman, je nekaj, kar tudi sam skušam živeti. Namreč, da ne velja načelo homo homini lupus, temveč on pravi temu, da smo papi, kuški, homo homini papi. Da smo dejansko dobri drug do drugega, da se radi igramo, zabavamo, se družimo. In večina ljudi, ko se jim približaš, ti bo z nasmehom vrnila nasmeh. Ja. In s stiskom roke, ali pa ponujeno roko, ti bo stisnila v pozdrav. Ampak to je Večina neka- ljudi je takih. Ampak to je vljudnost, ne dobrost. Recimo en filozof, Peter Singer, bi argumentiral, da pa je poprečni človek v resnico slab človek, ker vsi dopuščamo, da se moralno zlo dogaja okoli nas. Recimo, kako tretiramo živali v groznih pogojih, kako recimo obrnemo hrbet recimo nekim krizam okoli nas, kot so vojne, kako obrnemo hrbet organizacijami, ki vemo, da bi naš denar dosti bolje porabili za pomoč drugim ljudmi, ampak mi raje gremo delovati vrtove, raje si kupimo čaj, raje si kupimo Samo kavo. ni res, Ne? ne? Dejansko, Da bom ne? kar te prepustil, kar- da poveš. Dejansko to, kar trdi, če gledaš že to, kako se s to gazo ukvarjamo, ne? Pa z Ukrajina, mislim, da ljudje so kar sočutni in Očitno hočejo jim ni nekaj vseeno. dobrega narediti. Ne, ni vseeno. Ni vseeno, Ni pa vseeno. tudi Mislim, trudijo da se narediti, izboljšati svet. No, sej, zelo malo ljudi je takih, ki bi dopustilo smrt nekega človeka. Ja. Večina ljudi v vojni, kot pravi Bregman v knjigi Človeštvo, angleški naslov je daleč boljši, Humankind, s poudarkom na kind, je takih, da streljajo mimo. Tudi v bitkah ne streljajo na človeka, ker Ja. ne morejo. Zato se bojim, kakšne bodo bitke v prihodnosti in so že danes, ko se vse bolj razčlovečijo tudi vojne. Ko v bistvu streljaš na človeka, ne ti, ampak dron. Takrat bistveno lažje pritisneš na sprožilec. Če ta sprožilec sploh še držiš v roki, če ni kar dron tisti, ki prepozna človeka in ga ubije. In jaz mislim, da se moramo tega dejstva bolj pogosto spomniti. Ljudje smo dobri. Ne vsi. Jasno mi je in se strinjam tudi z Singerjem, dopuščamo grozote po svetu, ampak hkrati se moramo zavedati, da vseh grozot pa ne moramo preprečiti. Prav je, da se lotimo skupnih kriz, ki nas, in ena najhujših je verjetno podnebna kriza, ki se jo bomo morali lotiti. To je ta avgijev hlev, ki ga bomo morali skupaj skidati. In kako bomo tu vzpostavili sodelovanje, tudi zame večno vprašanje, večna dilema, ker tu se gremo na nek način zapornikovo dilemo z igralci, ne? Z 8 milijardami igralci pravzaprav in vsak skuša maksimirati svojo korist po eni strani, ampak če bomo samo to počeli, ne bomo preživeli na tem planetu. To je ta največja tragedija skupnega, mogoče ta hip. Samo recimo ta podnebna kriza meni je dober primer tega, da raje zberemo to krizno interpretacijo, ki nas vse da v ta krizni način, Ja? ampak na koncu so večinoma tisti, ki se najbolj sekirajo, zdaj recimo mladi, ki se pač poistovetijo najbolj s to vprašanjem, pa določeni deli družbe,
Medtem ko tisti, ki pa so v resnici najbolj odgovorni, ne, pa pač pravzaprav živijo, delajo normalno dalje, ne. Oziroma gre celo ponekod, tako smo zdaj imeli v tej energetski krizi, grejo nazaj na premog ali pa nekaj takega, ali pa se peljejo na Dunaj s Falconom. Ne. To vrste stvari. Teda, kaj smo pravzaprav pridobili z tega, da smo to nek pojav, torej podnebni sprememb, ukvirili kot krizo, nismo s tem samo v bistvu poslabšali svoje treznosti razmišljanja. Ne. In spet se potem vračamo na tiste 3 izvorne vprašanja, ne, zakaj je zdaj ta ukviritev se sploh zgodila? Zaradi medijev, zato ker imamo tako radi te krize, ali zato ker je tako ful realna kriza, ali je vse troje, zdaj pač verjetno je končni odgovor neka mešanica vsega tega. Ne. Kriza je fotogenična, instagramabilna, žal. Ja. To je tisto, kar si zaradi tega zbral ta naslov, tako mogoče provokativno, krizo. Prvotni naslov teh 2 knjig je bil Ostani doma, tega nisem povedal. Aha. V bistvu sploh ne vem, če sem komu to povedal. Ne? Ekskluziva, evo, prvič razkrijem naslov Ostani doma, ampak se mi je zdel tako covidsko iztrošen, da mi tudi moja nečakinja je pač tudi kritičarka literarna in sem ji predstavil to idejo naslova, oziroma sem ji dal njej na voljo, izberi med naslovom Ostani doma in Krizolacija. Rekla, Dan, če boš objavil knjigo z naslovom Ostani doma, jo bom samo brcnila v kot, tega nihče več noče slišati, ne? Ker je res nek iztrošen moto. Ampak pa sta obe knjigi začeli seveda v času covida, v času krize. Mogoče največje krize naše generacije, ki smo jo doživljali vsi skupaj. To je bila podobna kriza, kot je bila 2. svetovna vojna za naše babice in detke. Kriza, ki je bila neka intersubjektivna izkušnja. Doživljali so jo vsak zase in vsi hkrati. Vsi smo bili doma, vsi smo ostajali doma in hkrati doživljali to ogromno krizo. No, jaz sem predstavil potem tudi to idejo naslova založbi, Cankarjevi založbi, na založbi ZRC niti niso tu komplicirali glede naslova, ker zveni tako malo znanstveno. Pa rekli, tako pa kak naslov je to, Krizolacija, kaj je to? Ne? Ampak seveda je provokacija. Kriza se je zlila z izolacijo, to je zdaj postal enoten pojav. Torej zdaj smo se v glavnem pogovarjali v krizi, ampak glavna posledica krize je izoliranost, osamljenost in postajamo spet atomizirani. V omrežjih postajamo atomizirani. Tu se združita ti 2 ideji, atoma in omrežja. Vsak od nas je zablodeli atom, vse manjkrat se srečamo v živo, vse manj je dobrih gostiln, mi se na misel prišlo, ne? Ampak dejansko res posledica mogoče tudi tega, da smo vse več časa pred zasloni in tako kot je Neca Falk tudi prepevala v tisti pesmi, vsi ljudje hitijo upanje, kjer živijo. Ampak zdaj bi se moral zaključek glasiti, z obrazi uprtimi v ekran, vsak je drugemu neznan. To je ta nova melodija, ki poganja današnji čas. Postajamo izolirani in kam vodi izoliranost? V krize. Jaz sem zdaj z vama, pa se počutim super. Zakaj? Ker se ne posvečam... Ker kapučino bilo dobro. Mislim, tu še lahko malo dovršita te spretnosti vajne, kulinarične oziroma kuhinjske. Ponudila sta mi v skodelici, sicer lepo, Univerza v Ljubljani. Ja, to je kognitivna znanost, smo dobili. Krasna skodelica Centra za kognitivne znanosti, ampak promocija. Kava. V redu eno. Okay, jaz kuham slabšo kavo, ampak kaj sem hotel reči? V 7. sezoni podcasta bo kava. Se nisem prišel k vama zaradi kave. Ja, zaradi kapučina. Ne, drugače bi šel mogoče kak drug del, ne vem, v Italijo bi šel ali pa kak drug del Slovenije. Se mi mogli na Kvinto pa tudi nisem prišel na Ptuj zaradi vina ali pa česarkoli, zaradi vaju sem prišel. Ker se mi zdi res pomembno, da se slišimo, vidimo v živo. Ne vem, kako sploh pojasniti ljudem, kako pomembna je ta izkušnja. Kako boljša je od tiste izkušnje predavanja nadaljavo. Jaz sem 4 semestre študentom predaval nadaljavo. Ne vem, ste imela videti to izkušnjo z druge strani, ampak kako izgleda z moje strani? Grozno. Kako izgleda kot pokopališče? No? Mislim, jaz sem imel sam še na koncu semestra črne kvadratke z belimi imeni, pa gledal samega sebe v enem kvadratku ob strani, kako predavam, kot da bi na stranišču ali pa v kopalnici govoril samemu sebi v ogledalo. Ne vem, če si predstavljate, kako mučna je ta izkušnja.
Saj smo imeli kakšne tudi predavanja v tistem času, ali pa recimo... Pa sta vidva predavala. Ja. No, potem veste. Ali pa so imeli kakšne krožke, par bralnih krožkov sem se takrat tudi režil in to je bilo mučenje mi tak, ne? Čist iz fizičnega vidika pa z duševnega vidika. Jaz sem začel igrce igrati takrat. Kjer je pa? Minecraft. To moji otroci igrajo. Ja, super. Moj sin ima strežnik. To je moj. To je lepo poslušal, je pa stemologiji, pa vse, pa lepo hišice igrati. Ne se Minecraft, kapo dol, Minecraft je če bi Minecraft igrali, bi mogoče bilo kaj boljše. No, ampak moji otroci so se spotoma navlekli ne samo na Minecraft, ker smo tudi mi doma digitalizirali naš dom, kupili 2 računalnika, 1 tablico, zato da so se otroci lahko šolali nadaljavo, kaj ugotovim potem, ko je bila preklicana pandemija, gor so imeli že Minecraft, jaz sem ga kupil sicer, nekaj sem bil tako vzgojen, ampak poleg tega še Roblox, Fortnite in še marsikaj drugega, ne? Kar jim pa nisem kupil, ampak so si sami naložili. Potem smo imeli kar dolg proces odvajanja, najprej privajanja na zaslone, potem pa odvajanja od zaslonov, ker se niso odklopili. Potem sva z ženo kupila program Kustodijo, da jih je odklopil čez, ne vem, uro pa pol. Ampak seveda so ga shekali, ne? Ta srednji sin je zelo računalniško vešč in potem sem rekel, pa kaj vi igrate igrice, če ste odklopljeni? Mi smo te shekali. Jaz ni moral pobrati računalnike na ta ludističen način, jih odklopiti, reči, zdaj pa ven pejte. Tam je svet z boljšo resolucijo kot na zaslonu. Samo je res. Kaj? Ker včasih neko gre, pač zdaj smo že postali tako vajeni tega virtualnega videza. Ne? To je ena moja neka teorijica, da bomo začeli počasi preferirati to videz virtualnega in digitalnega nad fizično konkretnim. To je tisti primeri, ko ti daješ na teh posameznikov, ne, ki so šli res v te radikalne digitalne izolacije nadaljavo. Ne. Po mojem nekaj podobnega, če bi zdaj recimo več čas tam igrice se igrali ali pa neke filme gledali, ki so že ful sprocesirani s CGI-om, potem prijaš v realnost, čakaj, te sence niso tako dobre, ni tega depth of field efekta, ne. Ti mogoče dejansko začne nekaj manjkati, čist na tej perceptualni, zaznavni ravni. Kot prijaš v trgovino za tehnologijo, pa vidiš tiste velike ekrane, ker ti pokaže za high frame rate, pa full bar video, pa što zgleda bolj resnično od življenja. Pa što se čisto not potegne. Točno to. To je v resnici, ne vem, pa je bolj fajn za zaslonom. Mislim, da je bilo leta 2010, ko sem napisal en članek, ki bo zanimal, ker je šel v nekem filozofskem zborniku. To ne berem, pa celo v nemščini. Ta članek z naslovom Pornografija narave v filmu Avatar. A ste gledala Avatar? Se spomnite ta očala za tridimenzionalni ogled, ki smo se jih nadeli na nos. In kaj je bil največji čudež tega filma Avatar? Zakaj je bil taka uspešnica? Vsebina, pač kakršna je, no, se ni nek presežek. Ampak to, da pogledaš v naravo nekega planeta v 3 dimenzijah, da dobesedno padeš noter, se potopiš, to pa je fascinantno. Ne? In to je šlo za to fascinantno s tehnologijo samo, niti ne z vsebino. Temveč je bila tehnologija tako privlačna, da nisi mogel pogledati stran. In tu govorim o pornografiji narave. Ne? Tako kot je pornografija privlačnejša od erotike, recimo. Zakaj ni erotičnih spletnih strani? Mislim, zakaj so pornografski portali tisti, ki si jih ogledujejo, tako moški kot ženske? Zato, ker erotika je zginila. Jaz si gledam erotične. To je novodobna erotika. Da ne bomo zatavali, prosim. Da se bomo v drugo rubriko dali. Gledalci, gledalke, poslušalke, odaje malce zatavali. Gremo nazaj. Isto pri pornografiji, pač ljudje dobesedno pač imamo krizo moških, ki pač več ne najdejo, se več ne znajdejo v zvezi, ker se jim pornografija tak nerealne standarde nove postavili glede tega, kar želijo pač od ženske, kar želijo v zveze, kar želijo v ljubezni. In seveda tudi ženskam, ki... Ja, tudi ženskam, čeprav v manjše mere verjetno konsumirajo. Ženske skoraj toliko gledajo pornografijo kot moški, ne? Ampak vsekakor to postavlja, točno kot si rekel, nerealne standarde. In še eno je problem pornografije, pa pravzaprav vsega, kar spremljamo na tudi TikToka, recimo. Zelo hitro se ujamemo v
neko zajčjo luknjo, v katero pademo in ne pridemo več ven. Mhm. Porno portali nas potisnejo v nek fetiš, v neko fantazijo in potem ne prideš več ven. Potem gledaš samo še več tega. Ne odpre ti neko raznolikost dejansko, kot bi mogoče kdo pomislil. Se imaš tam sortirane dobesedno fetiše od A, anal do Z, ne vem kaj je Z, ZU recimo, ne vem kaj se na Z zaključi. Ne vem, ki to zgledaš. Ali pa zebra mogoče. No, ampak kaj sem hotel reči, da vsaka od teh kategorij ima seveda še podkategorije in potem se v neki zaciklaš in ostajaš tam in greš globlje in globlje in globlje. Kot na TikToku. Se, v kaj te skušajo zvabiti na TikToku? Najprej ravno tako v neke fetiše ali pa v erotiko. Vsaj mene kot moškega, starega skoraj 50 let, ki sem se priključil TikToku, kaj je bilo prvo, kar mi je TikTok pokazal? Gospe v kopalkah. In ker sem verjetno... Dobro te pozna. Ne, pač vedeli so, seveda so vedeli, jaz sem moški, star sem toliko, kot sem star. Kaj si želijo drugi moški? Verjetno gospe v kopalkah. In potem sem jaz tako, pač res, mislim, sicer zanimiv pogled, ampak ni mi bila želja po TikToku gledati samo gospe v kopalkah, ampak jaz sem dobival samo še to in več tega, ne? In potem ne moreš več pogledati stran. Yeah. In tu se zaciklaš, ne? V bistvu TikTok ti žal, mislim, kar jaz opažam, vsaj meni ne odpira obzori, temveč mi jih oži. In boj, da je kitajska različica TikToka drugačna. TikTok je sicer proizvaja kitajsko podjetje, ByteDance, če se ne motim, in za kitajski trg ne ponuja takega TikToka. Ne? Njihova izkušnja je daleč bolj izobraževalna. Pa ne, da zdaj svetujem, kako naj ravna naša država, ampak na Kitajskem je dejansko država omejila in igranje iger na dan in uporabo telefonov in vsebine, ki so na TikToku oziroma drugih omrežjih, ki jih uporabljajo, morajo biti bistveno bolj izobraževalne. In jaz mislim, da tu bi pa morala tudi naša država ravnati na tak način. Pa ne govorim v zvezi z TikTokom in ostalim, ampak to, za kar se zavzemam, potegniti črto. Namreč, kje so tisti prostori, kjer imajo naprave, ki jih imamo sicer ves čas sabo smisel in za koga so smiselne. Zato se zavzemam za zakonsko omejitev uporabe telefonov v šolah. Zakonsko. Zakaj? Zaradi tega, ker sicer so odloki prepuščeni posameznim šolam in če jih upoštevajo mladi in njihovi starši, je veliko vprašanje. Zvem potem od ravnateljev pa učiteljev, da pride recimo oče, ko so otroku že tretjič vzeli telefon tisti teden in ga potem recimo ravnateljica odvzame za teden dni, kakršno je mogoče interno pravilo, pride oče v šolo pa reče, zdaj pa vrnite prosim tale telefon, pa dajte še tisto napravo za vejpanje nazaj, ki ste jo zaplenili, ker to so moje stvari. To je nekaj, kar sem jaz kupil in je moja lastnina. In kaj lahko rečeš na to? Če ne, pa dobiš odvetnika, recimo v šolo. Zato mislim, da bi morala tudi država, ne samo, da mi rečemo kot Ludvik 14. država, to sem jaz, ampak da ne država tudi reče, država, to sem jaz. In res pričakujem od novega ministra za vzgoj in izobraževanje, da potegne to črto. Zato, ker mislim, da tu imamo pa res neko, jaz bi rekel, skoraj plebiscitarno podporo, kar se pogovarjam z ljudmi. Za omejitev uporabe telefonov v šolah so starši, učitelji, ravnatelji, delavci na šolah in otroci. Otroci tudi? Ja, pogovarjal sem se z res veliko otroki. In ko smo imeli malo daljšo debato o tej temi, sem gotovo recimo, da si mladi ne upajo več iti na stranišče, ker se bojijo osnovnošolci, ker se bojijo, da jih bo nekdo med poukom posnel in bo, ne med poukom, na stranišču posnel in bo potem to objavil na TikToku recimo ali pa na Snapchatu. Potem med poukom delajo tiste razne vragolije, skačejo na mize, se snemajo svoje učitelje, delajo njihove lažne profile na Instagramu, ko se norčujejo iz učiteljev. In jaz mislim, da bi bilo prav, da damo mladim to, kar smo imeli tudi mi v šolah. Ne vem,
a sta vidva imela, že generacija, Mi smo ki že sta bili imela malo, telefone. Telefoni so bili, ampak so Ampak bili ne oni, s ko si kamero, mogel za verjetno. vsako črko 3-krat stisniti. No, ampak smo In že jaz delali mislim, filme. da ni problem v telefonu samem, ampak ker telefon že dolgo ni več samo naprava za telefoniranje. To je računalnik s kamero. To je pač nekaj, s čimer lahko vidva posnameta ta podcast. In podcasti, platforma za podcaste so dejansko zdaj šole. Šole so panoptiki, pa ne taki, da bi imeli centralni nadzor, ampak panoptik, kjer lahko tebe posname vrstnik. Potem se zgodi nekaj takega mimogrede, kot se je zgodilo v mariborski šoli ravnatelju, ko so ga dijaki posneli, objavili to na omrežju in zaradi tega posnetka je nekdo izgubil življenje. Ja. In hkrati tudi zaradi tistih medijev Ja. in predstavnikov medijev, ki so ga klicali na šolo, mu težili, dokler ni, ne vem, po tednu dni naredil ta ravnatelj samomora. Ja. In potem je pa vse potihnilo. Ja, mimo grede ščer je ravno roman izdala o svoje izkušnje tega, ščer od tega Ja, ravnatelja. Zelo lepa knjiga. ravnateljeva hči. In Ravnateljeva hči. pač lepa knjiga. potrebovala je skoraj 10 let, Ja, da je da je spregovorila lahko, o tej ja, zgodbi, ja. ampak vsa čast, res Ja. vsa čast. In jaz upam, da bodo take zgodbe vplivali tudi na to, da vemo, čemu je šola namenjena. Mhm. Ja. Bistvo šole ni samo predajanje znanja. Spet Vse imamo znanja to- dobijo moji otroci ogromno po računalnikih, tudi po tablicah, telefonih in drugih napravah, ampak bistvo šole je, da v šoli nastaja skupnost. V šoli se naučimo spoštovati druge, pomagati drugim, se upirati avtoriteti, hkrati tudi ceniti avtoriteto. In tam nastajajo pravzaprav te temeljne vrednote, za katere pravimo, da jih ni več in jih manjka. Ja. Pa zakaj bi dovolili, dopuščali naprave v šolah, zaradi katerih, kot pravi Jonathan Haidt v knjigi The Anxious Generation, imamo otroke, ki nimajo otroštva več utemeljenega na igri, temveč imajo otroštvo utemeljeno na telefonih. Sedijo tiho drug ob drugem in gledajo v zaslone. 52% najstnikov pravi, da se jim to redno dogaja. In Haidt predstavi v tej knjigi par grafov, na katerih opozori na neki trende v zadnjih 20 letih. Anksioznost, tesnobnost gre strmo navzgor, samomorilnost, samopoškodovanje, depresivnost med mladimi in tesnobnost hitreje med dekleti kot med fanti, recimo. Zakaj? Prevoj krivulje se zgodi med 2 letoma, 2010 in 2015. Kaj se je zgodilo takrat? Mladim smo dali v roke telefone, ki jih imajo ves čas s sabo. Zakaj? Zato, ker je to v bistvu najdaljša popkovina, s katero si povezan z otrokom, ker ga ves čas nadziraš. Tako da, če se sekiramo, kdo nadzira nas, koga pa nadziramo mi, zakaj imamo pa s sabo mi ves čas naprave, da lahko svojega otroka pokličeš, ga gledaš v živo po aplikaciji Family Tracker, recimo, mu nastaviš digitalnega električnega pastirja v krogu 500 metrov od doma, mejo, ki je ne sme prestopiti, če ne, ga takoj pokličete. Samo bomo to zdaj rešili, ta problem z tem, da bomo v šolah omejili, ne? Ker to, kar zdaj govoriš, to verjetno terja neki širši premislek tega, kakšen odnos naj imamo do tehnologije, pa kako naj uvajamo v življenja svoj otrok. Ne? Ampak bo to zdaj, da bomo v šolah rekli, tam ne uporabljati, kaj pa pol, ne? Kaj bomo pa do tistega prišli, ker po mojem, to, kar smo s tem smo pravzaprav začeli, ne? Dokler smo v tem tehnofeudalizmu, se je sploh mogoče iz tega izviti, ali s tem delaš sam sebi tolikšno čist karierno škodo, socialno škodo, ne? Zato ker se ne moreš tako povezovati, da je preveč za pričakovati, da bomo se zdaj začeli zavestno odmikati od tega. Ne? Boš samo uro pogledal, da ne bomo zadržali dana predolgo. Aha, imamo še 25 minut. Pol moraš iti ali pol že moraš tam biti? V redu je. Okay. Torej, realističnost tega. Jaz priporočam, da se zgledujemo prav po tehnofeudalcih. Ja. Oni so tisti, ki svojim otrokom ne dajo pametnih telefonov v roke. Steve Jobs, izumitelj praktično pametnega telefona, sodobne oblike z zaslonom na dotik in s kamero, je bil tisti, ki ni tovrstnih naprav dajal svojim otrokom v roke. Zakaj? Je že vedel zakaj. Otroci
tistih, ki pletejo omrežja, ki razvijajo Facebook, Instagram, X in druga omrežja, recimo v Silicijevi dolini, svojih otrok ne pošiljajo v običajne šole, kjer so telefoni dovoljeni, temveč v drage zasebne šole, kjer so telefoni strogo prepovedani. In dobijo otroci v roke neumne telefone, šolske telefone, če že želijo se naučiti telefonirati, če je to sploh potrebno. Pišejo v zvezke in učitelji pišejo s kredo po tabli. Samo ker si lahko to privoščijo. Ne? Ker tiste točno morebitne slabosti, ki pridejo s tem, bodo lahko njihovi bogati starši nadoknadili. Ne? No, ampak vsaj tu vidiš, da je največji luksus sedanjega časa ne priklop, temveč odklop. Kdo si pa to še lahko privošči? So sprejeli, ne? Da v službah tudi bo ta odklop. Seveda, ampak tu ne govorimo o istem odklopu. Torej, eno je odklop od dela, ki je delno tudi seveda povezan s tem, da ti šef ne piše ob čudni uri ali te pokliče. Gre pa po drugi strani za mogoče še pomembnejši koncept odklopa od naprav, ki bi ga, kar zagovarjam, moralo pisati v slovensko ustavo in bi moral biti temeljna človekova pravica, da ostanemo samo ljudje. Če imamo v ustavi zapisano pravico do čiste pitne vode, kar je prav, bi lahko imeli tudi zapisano pravico do odklopa od naprav, od omrežij, da lahko gremo brez telefona v gost. Ampak ni to neka amiška ustava. Pa, da si lahko, če želiš, enkrat na dan to privoščiš. Glej, res nisem ludist, jaz sem infoholik. Jaz sem preigral več iger kot ti v življenju, v nekem obdobju svojega življenja. Civilization, ne vem, še poznaš igraš, mislim, da je zdaj 6 zunaj. Jaz si od 2 naprej ne upam več prižgati te igre oziroma se priklopiti na njo. Jaz sem res globoko padel noter. Jaz sem bil 17 ur na dan pred zasloni v sredi 90-ih let in pač jaz sem samo pico naročil po telefonu, pa šel na stranišče. Verjetno sem se takrat tudi sem mal postal asocialno, zaradi, mislim, da je bilo, ne zaradi Wolfensteina, ampak mogoče zaradi Duma. Zaradi Duma sem se začel drugače premikati po prostoru, ne? Tako recimo sem stopil v prostor, pogledal levo, desno, tako, ali pa zaradi teh pustolovščin, ne, zagledal stikalo, pa tako čisto počas s prstom šel, kliknil, luč se je prižgala. Tako da res govorim iz prve roke. No? Jaz porabim na telefonu ogromno časa dnevno. Približno 3 do 4 ure. Če se ne bi omejil sam z aplikacijo, kakršna je Minimalist Phone. A imaš ti tudi Minimalist Phone? Da vidimo. To mi ni, ampak ko ga odpravim, pa se mi prelevi v minimalističnega. Da vidimo. Minimalistični, brat, daj roko. Bravo. Ti imaš tudi Minimalist Phone? Ne, jaz probam. Sploh nimaš telefona. Probam uporabiti svojo voljo, brez pomoči tega. Ampak to ne deluje. Ne? No, ampak glej, jaz se moram ves čas brzdati samega sebe. Zakaj se brzdam? Ker padem noter takoj. Jaz res in pa se verjetno nisem edini, ne? Ampak zavedam se problema pri sebi in vse, o čemer govorim tudi iz svoje izkušnje. Ne zato, ker bi rekel, mladi ste pokvarjeni, samo pred zasloni ždite, jaz pa ta čas, ne vem, kosim travo, okopavam nivo. Rešuješ družbene probleme. Ja, pa ne vem, rešujem družbene probleme s kozarcem v roki. Ne, jaz sem ta starš, ki gleda v Facebook, to je omrežje za starejše državljane Republike Slovenije. Se mi da že skoraj spadamo med njih. Vidva sta Facebook generacija. Meni je Facebook najljubši. Res? Tudi meni. Ja, ker mislim, Facebook se mi zdi, pa vse tudi Twitter na začetku, ne, je vseeno obljubljal nekaj drugega v konceptu, ne. Da bi lahko to bila neka spletna tržnica, neki spletni trg, kjer bi se srečevali ljudje z vseh koncev sveta in vsaj Slovenije in izmenjevali neke ideje. Jaz sem recimo prišel v stik z marsikom, ko sicer ne bi nikoli mojih člankov bral, recimo, ne, ali pa moje glasbe slišal, samo prek Facebooka. Ne. Jaz sem se dosti mreže preko Facebooka naredil razne skupine, od filozofske do filmofilov, do učinkoviti altruisti Slovenija. Smo se na Facebooku začeli s Facebook skupino.
ti si tudi učinkoviti altruist, ali kaj? Ja, Kot Klemen on ni tako Selakovič. učinkovit. To smo za To ste vi. Selakovičem Vsi ustanovili. podcasteri. Jaz nisem. Res? Jaz sem, jaz sem egoist. Pač, Večina podcasterjev je neučinkoviti egoist. Ja, učinkovitih altruistov. mislim, da nisem več, sem pa imel tak, sem bil zelo takrat napaljen na to idejo. Ja, ta ideja Pa- se mi zdi tudi malce zaskrbljujoča. Ja, Ker mislim, da moramo živeti zdaj ja. in tudi, ko rešujemo probleme, gledati na ljudi okrog nas, ne pa da gledamo na fiktivne ljudi v prihodnosti, ker mislim, da imamo že zdaj dovolj problemov za počistiti Ja, pred lastnim pragom. Mhm. Ampak nekaj sem vam še hotel povedati, pa mi je zdaj spuhtelo z glave. Nekaj o odklopu, verjetno. Ne vem, jaz sem pol začel pač, da tudi priložnost so te v socialne omrežje. A, bila, to, za ja. neko povezovanje. Ja, priložnosti. Jaz sem bil tudi prav tehno-optimist. No? Jaz sem pač živim z računalniki od svojega 9. leta starosti, ko sem dobil prvi računalnik ZX Spectrum z 48 kilobajti delovnega spomina in preigral iger, kot sem že omenil, res ure in ure in ure. Doživel trenutek, ko sem se priklopil na internet skoraj kot orgazem. Ta zvok modema, ki je cvilil. To je bil, in ko sem dobil sporočilo z druge strani, na črnem ozadju bele črke, login, ali kaj je pisal. Pa ne samo in iza, ampak login. V tistem trenutku sem se zavedel, kakšna je moč Ja. omrežja. Takrat sem si mislil, zdaj bomo pa živeli v boljšem svetu, ko bomo vsi lahko povezani med sabo, ko bo to neka agora. Se to je bila Kot v ideja grških tudi Jobsa, ne, polisih. če pogledamo. Seveda je bila. On imel to humanistično idejo, da tehnologija je tvoje orodje. Ne? Ampak zdaj pa smo mi postali. No, in spomnim se prav konec 90-ih, ali pa je bilo mogoče začetek 2000-ih, tam nekje, ja, mogoče začetek 2000-ih, je imel v Ljubljani predavanje Howard Rheingold, ne vem, če ste brala njegove knjige. On je napisal eno krasno knjigo z naslovom Virtual Community, kjer je obravnaval spletne skupnosti, tiste prve, podobno Forumi. kakršna je bila IRC, recimo popularen tudi v Sloveniji, in opisoval to kot neko utopijo, kjer bomo vsi bratje in sestre se ljubili, si pomagali. In jaz sem takrat res živel tudi s to utopijo, idejo, ampak tudi že na IRC-u so se ljudje kar žalili, ne, drugega vedno bolj. Tu zaradi anonimnosti, Samo seveda. takrat je bila to transgresija. Ne? Ja, Danes pa transgresija. je tako rekoč norma. Danes je pa norma, res je. In mislim, da mi je ta tehno-optimizem minil prav v začetku teh dobe omrežij, tam okoli leta 2006-2007, mislim, da sem se pridružil Facebooku, 7, približno leta 2008, Twitterju, vse to zelo z navdušenjem doživljal. Potem pa prišel 2 leti nazaj do spoznanja, kaj je to naredilo z mano. Jaz sem v 2 desetletjih postal človek, ki tvita v živo. Jaz sem postal oseba, ki se izraža v 280 znakih, tako da ste lahko vesela, da nisem prišel pred 2 letoma k vama. Jaz bi odgovarjal samo v 280 znakih. Tudi zato, ker sem videl, kaj mediji potrebujejo. Tweet. Ja. Pač pride nekdo s kamero, kaj poveš, en tweet. Začel sem s svojimi otroki tako komunicirati, v tweetih, s ženo se pogovarjati v tweetih in videl, kako je mene to življenje na nekem omrežju, pa je samo enem od globoko zaznamovalo. Zaradi Instagrama sem postal oseba, ki gleda na svet skozi ta kvadrat, ne? Kaj bomo fotkali, kakšna scena. Tole se mi zdi tudi kar tako, mislim, cela ta vajna scena se mi zdi zelo instagramabilna, lepe barve, ta starinska luč tule. Mislim, dobra izbira. Hvala. Smo tudi že imamo ta Stane. Instagramov v sebi. Tudi filozofi se prodajajo. Tudi filozofi, Oblek ne bom komentiral, ampak to je mogoče bolj za na TikTok. To je pa ta sokratski video, se ne marijo. In a veš, si tisto, kjer objavljaš, to je glavno sporočilo. Ja. Medij te zaznamuje in medij sam je, kot je rekel McLuhan, sporočilo, ampak sporočilo, ki tebe prekvasi. In v 20 letih so tale svet omrežja, ki jim pravimo spletni mediji, kar naenkrat res dobro prekvasili. In
smo drugačni. Spremenila so nas, naš način govora, razmišljanja, povezovanja in pa zgubil se je smisel prijateljstva. Pa ste, jaz imam na Facebooku 4500 prijateljev, zdaj njih pač ne hodim. Več kot jaz. Več kot jaz. Jaz imam še veliko sledilcev, ampak teh, ki Še to. Na Twitterju sem imel 3000 sledilcev in tam ukinil svoj profil, rekel, lej, zdaj pa dovolj. To je bilo prav 2 leti nazaj v Drašičih, lepi belokranjski vasi, ker sem bil zdaj spet, pravzaprav sem prišel semle skoraj neposredno z te terenske raziskave in sem se zbudil nekega dne brez moralnega ali siceršnjega mačka, res svečano prisežem, da je bilo tako. Bilo je prav na dan volitev v Sloveniji, predsedniških volitev, tekme med Anžetom Logarjem in predsednico Natašo Pirc Musar, si rekel, zdaj pa dost. Objavil svoj zadnji tweet in se poslovil. Kaj je bilo najbolj zanimivo? Twitter me ni pustil ven. Celo tisti, ki so se najbolj jezili name, me niso pustili ven. So začeli pisati, kam zdaj greš, Snežinka, kaj se dogaja, si se v hlačke polulo, pusi in tako naprej, ne? Mislim, jaz sem hotel samo iti, pa te sistem ne pusti ven, ker ti reče, čak, kam zdaj greste, ostanite še malo z nami, ne bi poskusili še enkrat, zakaj bi izbrisali svoj profil. In mi se v bistvu ne zavedamo, ne samo, da so to omrežje, ampak tudi tajne sekte. Noter prideš zlahka, ven pa res težko. Zato mislim, da je odklop ključna beseda sedanjega časa. Pa ne mislim ves čas, spet me gledaš, kot da si nek ludist. Ne mislim, gremo nazaj v votline, gremo, razbijemo telefone, odvrzimo naprave, slecimo se do golega. Kaj pa če da se slečemo do golega? To je rešitev za vaju, da vam povečamo Kaj pa če gledanost. dejansko ta totalni odklop, da greš nekam drugam živeti, edino tako je Storo, recimo, ko je šel v mesto, neko svojo kolibico, imel nekje ob jezeru tam, ne? Ja, pa tudi on je bil dejansko zelo blizu mesta, ne? Vse to, ne, to je ta širši pogled. Ampak kljub temu, ne, se mi zdi, da te rešitve odklopimo, vse ni čist, pač malo se odklopi, ampak je to dovolj, kaj pa če je edina rešitev, da gremo res ta radikalno v neko samotarstvo ali pa v neko totalno amiško družbo. Ja, recimo ker vse drugo vodi nujno proti tem zaključkom tega tehnofeudalizma. Pa jaz mislim, da ne, glej, jaz mislim, da kar moramo narediti je vzpostaviti ravnotežje med analognim in digitalnim, se začeti zavedati bolj vrednosti fizičnega. Tisti, ki spet pletejo omrežja, se vrednosti fizičnega zelo dobro zavedajo. Največji lastnik kmetijskih parcel v ZDA je kdo? Bill Gates, ki jih ima približno 100,000 hektarov. To je območje večje od Triglavskega narodnega parka. Zakaj? Še ne ve, zakaj. Pač jedli bomo tudi v prihodnosti, kaj ne? In atomi so ta hip vrednejši od bitov. In tisti, ki digitalizirajo svetove, ustvarjajo te digitalne platforme, se vrednosti fizičnega zelo dobro zavedajo. In jaz mislim, da je prav, da se vsak od nas spomne, koliko je vredno to, da imaš nekoga ob sebi. Ne 4500 prijateljev. Ampak prijatelja. Jaz sem zelo po poti, ko sem šel na Ptuj, sem razmišljal prav to, koliko pa imam jaz prijateljev. Koliko je tistih ljudi, ki jih lahko kadarkoli pokličem, ko gre kaj narobe, a pa ko je nekaj res dobrega se mi zgodil, da jih pokličem. Ne vem, če jih je 5. In ta številka strmo pada v zadnjih letih. Zaradi inflacije prijateljev doživljamo devalvacijo tega pojma. In to je vseh pojmov, ne? Vseh pojmov, ampak prav tak pojem prijatelj je pa res zbledel, no? Tako da upam, da ne bo še kakšna prijateljska stranka nastala, da bo pa še do konca zavozila še ta pojem, ne? Svoboda, demokrati, prijatelj, še to, da nam gre po zlu. Ker jaz mislim, da moramo res paziti na prijatelje. In kaj je bistvo prijateljstva? Da se posvetiš drugemu človeku. To je to, kar je napisano na tem štemplu, ki ga imam tudi s sabo. Potem pa bežim, ker moram si vzeti čas za ljudi. In bi vam rad tole, vsaj preden grem pustil, no? Tale štempel s poročilom. To je v bistvu
destilat Boba leta, o katerem sem govoril, o tem, da imamo cel kup gurujev sreče, ki nas prepričujejo, da nismo dovolj srečni in da bi morali biti srečni še bolj. Mi pa bomo najbolj srečni takrat, ko se bomo posvetili drugemu in se bomo nehali ukvarjati sami s sabo. Ta je bil mal predolg, ne? Tako da zdaj imate tu destilat Boba, na katerem piše tole. To je vrečka od čaja, čarobna brusnica, pozabita na to. Pa res je čarobna. Aj dober čaj. Ne vem. Ti si ga imel. Ne, ti imaš angleškega. Ampak to si napisal, Ne, no? ti imaš Ne, jaz angleškega. pijem črnega. Črnega piješ. Mislim, da je tukaj še. Se vem, da se sliši taka... No, daj, smo prebrali. Sreče ne najdeš v sebi, temveč ob sebi. Tako. Pa ne samo Wow. sreče, ne? Tudi filozofijo, ker to pa je nekako rdeča nit tega najnega podcasta. Ne? Da tudi samo s prijatelji in v nekem takem prijateljskem vzdušju se lahko o stvarih zares pogovarjaš. Ne v tistih nekih akademskih okoljih, kjer je ena taka sterilna distanca, pa kjer smo vsi malo distancirani od preučevanega predmeta, ki mora biti objektiven. Ampak v tem, ko res neke stvari verjamemo, pa govorimo, ker v njih verjamemo, ker hočemo deliti in ker nas potem prijatelj ne bo imel zadržkov opozoriti, ko se motiš. Ne bo rabo citirati 10 različnih ljudi, da bo lahko utemeljil svoj ugovor, ampak zgolj to, da je nek drug subjekt, ki misli malo drugače, se lahko ti postavi nekaj nasprotnega in se potem moraš z njim pogovarjati, ne moreš se izolirati od tega, ker je tam, radi noči odideš, ampak potem si že zelo nekaj, si potencialno prekinil prijateljstvo. Tako da, če se tebi mudi, lahko zaključimo počasi. Pa sej, mislim, da smo se iztrošili, Tako ne je, samo, da zaključimo. Ja. Sam to sem hotel povedati, prav zaradi tega sem tu. Zaradi tega, kar sta zdaj povedala. Ne? Zato, ker mislim, da potrebujemo več takih debat na pa ne bom rekel na neakademski ravni, ampak iz oči v oči, na isti ravni, da poveš stvari po pravici, se včasih zmotiš, pa te drug popravi, pa mu tega ne zameriš. Mislim, da je tega premalo in kar ugotavljam je, na omrežjih takih debat ne moremo imeti, ker se skregamo. In dejansko nas omrežja pogosto delijo v skupnosti, v tistem procesu, ki mu Gregory Bateson, antropolog, pravi schizmogeneza. To se nam dogaja. Delitev na nas in vas. In ta proces lahko poteka zelo hitro, tako da nam skupnost zato pred nosom razpada. Tu, v tem prostoru, pa skupnost nastaja. Zdaj pa moram iti, ker vse veste, kako je. Ne? Ljudje čakajo. Ljudje čakajo in zdaj moram imeti te misli in te štemple deliti čez drugimi. Tako. Pa res hvala, iskrena hvala za povabilo. Najlepše hvala tebi. Tebi. Ja, spet za runde. Še zadnja runda. Hvala. Zdaj vem, zakaj prijem naslednjič. Hvala za ta prijateljski in filozofski pogovor. Hvala. Ja, hvala. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo